Dragi moji alieni, za ta video ni rekel noben. Okay. Dobro, da sem pogledala. The fuck? Tega videa sicer niste predlagali, sem ga pa letos polet videla pa enemu tujemu youtuberju, nimam pojma pri komu in sem bila tako, to manjka na slovenski sceni. Ker manjka na slovenski sceni, Alenka naredi. Ne vem, koliko ste vi dobro razumeli na mojemu Instagramu, ko sem vprašala, da vprašate vprašanje, ko se jih fantje preveč bojite vprašati punce in ste me večinoma skar punce spraševali in sem potem ven izlušila vprašanje, ko ste jih dejansko moški vprašali. V glavnem danes delamo video o vprašanjih, ko se jih fantje preveč bojite vprašati punce oziroma ko se jih moški preveč bojite vprašati ženske. Res nočemo omejiti to zdaj na najmlajše. Velikrat tudi, če kaj prebereš, pa ne bo revija, knjiga ali pa fucking dokumentarc, še zmer mladi ne znajo razbrati v nič konkretno. Da ne govorim o tem, da starejši še vedno moški v tem primeru marsikaj jim ni jasno v ženskah. Tako da tak video res ne more škoditi, kaj pravite. Zdaj imam pa jaz to na telefonu. Ful si tečen. By the way, naložila sem si app, ki lahko prevedeš, kaj ti maček govori. Zdaj, kaj je zamjavkal in rekel, I'm looking for my love. Kaj če je res? Kaj če se žen, oziroma ženaš? A se ženaš? Mat? By the way, za moje starše tega videa ne gledati. Na tej točki si poslovimo. Bye bye. Prvo vprašanje. A so punce res taki angelški, da ne razmišljajo o seksu in da niso nikoli horni in se, tle mislim, da je naprej pisali, ne samo zadovoljujo. Predvidevam. Meni se zdi žalostno, da sploh še vedno obstaja kdo, ki to misli, da še vedno očitno mladi fantje verjamejo, da je karkoli na temu. Zdi se mi res žalosten in napačen stereotip in tabu to, da so moški kakorkoli bolj dovzetni za te stvari. Mogoče se ženske samo na drug način kontroliramo, manj kažemo in tudi družbeno in nažalost manj sprejemljivo, da na glas povemo, da smo seksualna bitja. Definitivno smo si različni v kakšnih stvarih in definitivno so punce, ki mogoče še danes pa so stare 50 let, niso šli v življenju enkrat na Pornhub. Verjetno tudi kakšen moški obstaja, ki ni šel, ampak to so zelo redke izjeme. Tiče masturbacije, jaz tega res nočem govoriti nasploh za cel svet žensk, ker vsaka si popolnoma različna. So verjetno take, ki to zelo redko počnejo in so take, ki to velikokrat na dan počnejo. Moram vam reči, dragi moški, da verjetno obstaja veliko žensk, ki to počnejo veliko več kot vi, zaradi tega, ker lahko to počnemo, kakor hočemo, ker ni tako, da mi doživimo orgazme in potem ne moramo več 2 ure, pač preprosto lahko to šopaš, kakor hočeš, če lahko. Pač ene pa niti orgazma še niso doživele, tako da hočem reči, da smo si totalno različne in če spoznaš eno punco in te to v njej zanima in bosta skupaj, pač trek vprašaš, če si na položaju, da lahko to vprašaš. Naslednje vprašanje se mu piše vložki ali tamponi. Spet eno vprašanje, ki je popolnoma odvisen od vsake ženske. Posebej poznam ženske v mojem življenju, ki nikakor ne prenašajo tampona, da si morajo nekaj noter zabasati, pa poznam ženske, ki jaz, na primer, ki res ne handlam dobro več s vložki. Tako da ja, tle res lahko sem rečem stvar okusa, jaz sem za tampone. Naslednje vprašanje, koliko mora biti velik, da paše. To je zelo široko vprašanje. Basically bi me lahko vprašal, tako kot me še veliko drugih, a je velikost pomembna. Ok, zdaj bom pa resno iskrena, z veliko ženskami in prijateljicami sem že govorila, kar se tega tiče, tako da ne govorim samo zase. Zelo redek je procent žensk rekla, da jim to popolnoma nič ni pomembno. So pa tudi take. Primer pri meni, mi je to pomembno, pika. Ne bi rada, da je premejhen oziroma da bom razmišljala o tem, ali bom kaj čutila ali ne bom. Je pa res, da če bi se zaljubila v tega moškega, se pravi, bi me na toliko različnih načinov privlačil in da bi imel poje slučajno mejhno orodje ali pa res zelo mejhno, bi najbrž to vsem sprejela. Ker velike moških, ki se dejansko res izobrazijo to smer in vejo, kaj s tem početi. Buta se misliš čist, a ga znaš uporabljati. Saj čudežev ne moreš delati, ampak znaš veliko drugih stvari delati oziroma se na toliko načinov potrudiš, da si še vedno dejansko bolj privlačen, kakor nekdo, ki ima tako žval, pa ne ve, kva smo početi. Oziroma realno bi bilo to vsaki preveč, vsako bi bolelo, ne. Že to bi vsako bolelo. Spet je res stvar okusa, meni recimo je debelina bolj pomembna kot dolžina. Dolžina načeloma sploh ni toliko meni pomembna. Pa še ena stvar, preden boste moška publika jezna, ja, tudi mi smo različne znotraj in tudi naše velikosti so različne in so večje in so manjše in so ozke in so širše, tako da tega nikakor ne zanikam, ampak zdajle vprašanje je bil za vašo stvar. Naslednje vprašanje, a res tako hudo boli, ko imaš menstruacijo in pa ne vem, kaj je bilo naprej vprašanje. Spet
zelo odvisno, ampak jaz recimo, ko sem imela tabletke še kontracepcijske že dolga leta nazaj, praktično nisem imela krčev in kar jih nimam, ker je zdaj že, ne vem, 5 let vsaj, imam pa hude krče, tako da prve 2 dni menstruacije jaz preživim z nalgesini, jih na dan pojem tudi, pa diverini so dobre, by the way, ampak jih na dan pojem po, 5. Toliko, da normalno funkcioniram, ampak vsem te izčrpa. Meni osebno je tak občutek, da bi ti en iz te žile ven, oziroma iz vseh teh večjih ven bi ti ven črpal kri in bi te izcuzal in bi ti, da bi ti dementor ven posrkal vso življenjsko voljo in energijo, tako se počutiš. Bad je, res je bad. Tako da ja, jaz, ko sem na tabletih, nekako gre, ko pa nisem, pa pač boli as hell. Kaj si punce najdejo fanta, ki je zelo lep, potem pa rečejo, da so vsi moški isti? Prvo žalostno je, da se moramo to sprašovati, se pravi avtomatično, če je nekdo lep, bi mogel biti kreten ali kaj. Pa vi se morate pa isto vprašati, zakaj iščete lepo, luštno punco, zakaj na Pornhubu gledate tiste najbolj fit ali pa velike joške, pa kaj se in kaj iščete. Definitivno ne boste nekaj slabega vtipkali, zakaj followate na Instagramu najbolj seksi modele. In se strinjam s tabo, velikrat bo za tem nek slabši karakter, ampak ni pa nujno. Je pa velikrat tudi taka situacija, ko se ženska najde kretena in si potem ne prizna zaradi tega, ker je pač zacopana vanga. Ampak take stvari treba prerast. Mislim, na eni točki v življenju, če imaš srečo, se to naučiš in dojameš, da je pointless in potem bolj paziš. Naslednja 2 vprašanja. Prvi je, kdaj je pripravljena prvič, drugi je pa, kdaj so zrela za 3 pikce. Ti, ki si te 3 zvezdice tle noter dal, predvidevam, da si ti premlad za 3 pikce, glede na to, da ne upaš niti te besede natipkat. Drugače pa zelo preprosto, vprašaš jo, iskreno, direktno, lepo jo vprašaš, a si pripravljena, a te že zanima v to smer, a bi že kaj počela. Če reče, ja, veš, da je, če reče, ne, ni, ne glede na to, kaj pokaže in kako se obnaša, ni ready. V vsakem primeru moraš vedeti in vprašati, preden karkoli narediš drugače, nekaj zelo narobe delaš. Kaj je fora z menstro pa belim tokom? Menstruacija pride enkrat mesečno, načeloma za 4 do 6 dni, recimo 3 do 7 dni, tam nek. Takrat pač krvaviš, beli tok je pa načeloma največkrat, še največ pred menstruacijo, je pa to preprosto samo, ko se vagina čist. Zato, ker uravnava pH noter in se na ta način čist slabih bakterij in to je to. Dokler ta beli tok nima čudnega vonja ali pa da ga je ful preveč, je načeloma vse v redu, vse pa lahko to spreminja. Kaj se sprenevedate? Joj, vi moški bi mogli štekati, koliko je kdaj z vami težko. Včasih se počutimo toliko brezupno v tem, ker vam hočemo dopovedati, ker imate toliko pogosto, toliko nižjo čustveno inteligenco, kar se tiče naših mini problemov in težav v glavi, da res ne vemo več, kako kaj povedati in potem se naše zapletemo in se zakomplicira, zato ker hočemo dobiti nekaj ven, neka čustva, neko razumevanje in je skozi slabši in potem že jezna ratamo. Delno je to vaš problem, ker res nikakor se ne... Poznam moške, ki čutijo žensko in so lahko dobri in jo razumejo, se pogovarjajo z njo in so taki, ki jim nič ni jasen. Je pa to istočasno tudi naš problem, ker velikrat prezakompliciramo stvari, ne znamo se umiriti in ne vemo, da če smo grampi in da nas nekaj moti in da nas skozi neki BBB in nekaj hočemo, da je to mogoče v tistem momentu samo naš problem in ni moški v tem primeru nič naredil, da je vredno tega prepira in da bi se dal lepš sfurati. Obe strani bi mogla tukaj mečkam prijeti na nek nivo in nekako si pomagati, ker drugače se res v tem krogu vrtimo in Si kdaj želiš biti moški? Jaz osebno res freaking nikdar, je pa to nekaj, ki mi pustila vsaki punci sama, da odgovori od spod pa napište. A si kdaj to želela in zakaj si to želela? Jaz bi bila maksimum res en dan tok, da probam veš pipi power. Ali imaš probleme z vaginalnimi vneti, s cedkom, belim tokom? Beli tok ni problem, beli tok je normalna stvar, se pravi cedek tudi. Vaginalna vnetja, kar jaz vem, nisem šla zelo naknadno se izobraževati v tem, ampak večina žensk to doživi kdaj v življenju in tudi jaz sem že. To preprosto pride zaradi tega, ker imaš mogoče perilo, ki je preveč umetno pa te zadeve in potem zamenjaš na bombaž in že ful pomaga, pa samo v bistvu nek antibiotik dobiš in to je to. Kaj je ženskam všeč na fantu? V bistvu, ker se tega tiče ti dol video nalimala, upam, da nam pozabila, pa boš si raj to pogledala ali pogledal, ne vem točno, kdo me je to vprašal. Kakšen je prvi pregled pri ginekologu?
Mislim, ni nič groznega, res ni. Jaz sem se potolažila na ta način, da sem si rekla, to je zdravnik, sve zdravnica, ki dobesedno vsak dan to počne in če jaz tja pridem, ne bo to njemu, oh my god, ampak je pač sem sama ena stranka in on ves čas dela in karkoli imam, jaz verjamem, da je že na eni točki že videl. Zgleda, najprej je vedno pogovor, sprav tipične stvari, a si že spolno aktiven, menstruacija, kdaj je bila nazadnje, te najbolj splošne, intimne zadeve, ki se pač moraš pogovoriti, če imaš kakšno kontracepcijo, tralala. Koliko spolnih partnerjev, vse te stvari moraš povedati, da se da kaj raziskovati sploh. Potem pa preprosto ti gre noter taka kovinska zadeva in večkrat odpre vse skupaj in potem, če se ne motim, normalno bris vzame tako, kar basically pri koronavirusu, toliko ti gre v nos, da gre noter in potem to preverijo, če je vse v redu, pa pH, pa vse štima in ja, to je to. Zdaj, če je vse cool, tak splošen pregled je tam 15 minut. Odvisen, koliko imaš vprašanj, pa koliko se hoče zmeti. Jaz mislim, da je to, ker se vprašanj tiče. Niste neki ful navalili, zdaj bom videla, v bistvu, a vam bo ta video cool pa prav prišel, a bomo še kdaj naredili ali kvaj. Pridni bote do naslednjice, vidimo, aj čau, Alien Mama out, bye.